Festival Exit, na katerem obiskovalci dneve končujejo šele naslednji dan, je tudi letos navdušil 200,000 obiskovalcev, ki so se na Petrovaradinski trdnjavi sprehajali med 40 prizorišči in uživali v nastopih tisočih posameznih izvajalcev. Pozne ure pa niso vsakoletni izziv le za valovce, temveč tudi za nekatere obiskovalce. Almost any day, basically, we have to stay until extremely late because the headliners are like early morning or middle of the night. Every year we go to one of these big festivals, and last year Summer Dish was the only big festival in Europe to continue because everywhere else it was abolished. So August last year we said, all right, even if we're going through another Corona year, at least Exit will go ahead. So let's go there. A lot different than what we have in Canada. It goes late. In Canada, it only goes till midnight usually, but here it goes till 7 a.m. and later. You have all these different stages in the Fortress. The stages are incredible. The lights are incredible. The people seem really nice. It's a great festival. Much louder. Obiskovalci iz različnih držav so nama zaupali, da se še posebno veselijo zaključnih nastopov, ob katerih bodo plesali do jutra. Mnogi izmed njih so si vstopnice za festival priskrbeli že lani in se zanašali na to, da se bo Exit letos gotovo zgodil, saj je bil lani prvi velik festival, ki mu je to po pandemičnemu zaprtju družbe uspelo. Dodali so, da je Exit povsem drugačen festival, kot so jih vajeni, ponaša pa se z izjemnim prizoriščem in odličnim razpoloženjem. Sogovorniki so poudarili, da so domačini izjemno gostoljubni in odprti, to so doživeli tudi na svoji koži. O organizaciji festivala sva govorili s Sanjinom Džukićem, predstavnikom za stike z javnostjo. Ta nama je zaupal, da so letos Exit obiskali glasbeni navdušenci iz vsega sveta, iz kar 100 držav. Na Exitu so poleg glasbe, ki odmeva na več kot 40 prizoriščih, pripravili tudi raznolik spremljevalni program. V sklopu Exit fundacije pa se posvečajo perečim družbenim problematikam, kot sta mentalno zdravje in ekologija. Prav na področju bolj trajnostne organizacije pa bo treba še veliko postoriti, saj je bila letošnja edicija kljub trudu še vedno prepredena z odpadki, večinoma z embalažo za enkratno uporabo. Ove godine primjerice ćemo imati AU čaše na festivalu, dakle idemo prema tome da se plastika skroz makne sa festivala. Temu festival pravzaprav mora težiti. V to smer moramo iti. Letos bomo na primer namesto plastičnih imeli aluminijaste kozarce. Saj je naš cilj, da plastiko popolnoma umaknemo s festivala. Gre za enega od ciljev, da bo festival v naslednjih letih postal trajnosten. Gre za absolutne svetovne trende. Morda je v tujini to malo lažje kot tukaj. Na dogodkih, kot je festival Exit, obiskovalce na nek način izobražujemo. Vemo, da je treba odpadke odlagati v namenske zbiralnike. Za ta del sveta in Evrope so to pionirski koraki. Naslednje leto se bomo na to izdatno osredotočili. Za ovaj dio svijeta Evrope, ali jako će nam biti fokus na tome sljedeće godine. Organizatorji so pripravili tudi non-fungible tokens, NFT-je. Gre za digitalne certifikate avtentičnosti. Digitalna umetnost se lahko po zaslugi spleta brezplačno, brezmejno in izjemno hitro širi po vsem svetu. Nakup NFT-jem pa kupcem omogoča, da izkažejo svoje lastništvo nad zakupljenim kosom umetniškega dela, ne glede na to, koliko njegovih digitalnih kopij obstaja. To je jedna akcija u kojoj zapravo smo mi onako krenuli jako onako ambiciozno. Gre za akcijo, v katero smo se spustili zelo ambiciozno. Predstavili smo že 4 zbirke. Gre za digitalno umetnost. Želimo si, da bi bili naši NFT-ji skupek digitalne umetnosti in pravih izkušenj. Bili naj bi v sinergiji in ena bi dopolnjevala drugo. Naprimer, eden od naših NFT-jev je bil izdan v zelo omejenem številu. Kupec je prejel rokavice, ki so ga vodile v posebna festivalska območja, na odre, na skrivne zabave, v zaodrje, na srečanje oboževalcev z izvajalci. NFT-ji se bodo nedvomno razvili v neverjetno veliko smeri. Tu ne gre samo za majhno sliko. Preko nje se lahko povežete z glasbo, videom in dizajnom. I da onda kroz NFT zapravo minta neko jedinstveno iskustvo. Tako se Exit prilagaja svetovnim trendom, h katerim pa ne stremijo vsi. Govorili sva z domačo zasedbo Noctiferijo, ki nama je pred nastopom na Exitu pojasnila, koliko dela vlaga v spletno promocijo. Nič. Mislim, jaz sem ta, ki pač obenda, ki vsi ostali pač so tema, tako da je nekako to moja naloga kot pevca, mislim kot pevc. In ja, mislim, dost manj kot bi mogel,
ampak nam je to žal tako malo tako tumačno, da skozi neki snemati pa storije pač objavljati. Vse jih sam. Mi smo stara šola, pa upamo, da bomo prepričali publiko z glasbo, ne pa z vsem zabavnim repertoarjem online. Prvi dan festivala je poleg Noctiferije nastopila tudi domača zasedba Joker Out, ki ni skrivala želje po preboju na Balkan. Jaz sem bil ves čas mnenja, da je slovenščina dovolj podobna jezikom bivše Juge, da bi jo razumeli in lahko posvojili, ampak mi je bilo iz strani ljudi, ki so slišali naše pesmi in so jim všeč, dano na znanje, da je ravno dovolj distance do jezika, da se ne morejo čisto poistovetiti s tem v tem obsegu, ki bi si ga želeli za nek mainstream uspeha, ne? Tako da bo absolutno potrebna prilagoditev. Na Spotifyju skoraj 20,000 mesečnih poslušalcev. Kakšno je vaše mnenje o tovrstnih aplikacijah? Za poslušanje glasbe vam omogočajo še večji preboj ali vas morda na kakšen način tudi omejujejo? Jaz ne vidim, zakaj bi nas to omejevali. Meni se zdi super, da smo končno kot vsaj mlada generacija slovenska začeli poslušati streaming servise, da ni vse sam na YouTubu, čeprav imam feeling, da je na Balkanu še vedno malo bolj na YouTubu vse usmerjen. In se mi zdi, da smo lahko ponosni, da smo tam nekje na konici teh artistov, ki pušajo streaming servise v Sloveniji in na Balkanu. Je pa res, da streaming servisi na polno izkoriščajo glasbenike in je muzika čisto premalo cenjena in plačana. Tako da iz tega vidika so streaming servisi totalen bullshit, ne? Ampak je pa dejstvo, da omogočajo razširitev obzorja, ne? Tako da tudi ljudje v Srbiji sem že slišal, da smo parim ljudem prišli na random playlisto in so ne zaradi tega prvič slišali. Tako da neki plusi so seveda. Skupina Joker Out bo septembra v razprodanih Križankah predstavila nov album, nov material pa pripravlja tudi Senida, ki je na glavnem odru kljub začetnim tehničnim težavam dobro razgrela več tisoč glavo množico. To sem si tako vedno želela, da bi imela fante na odru, da bi imela live inštrumente, tako da letos je tako, naslednje let pa po moje še zrastemo malo. Ja. Kaj ti je ljubše, v taki veliki odri open airi ali privatni klubi? Kje je večji čar? Mislim, definitivno imam rajši večje odre oziroma pač festivale. No. Klubi so tako za zraven, tole, kar pa pač ne. Po klubih ne nastopam s fanti, tako da mi je tole definitivno boljše, že sam zaradi njih. No. Najbolj priljubljeni prizorišči na Exitu sta zagotovo Dance Arena in glavni oder, ki je bil najbolj obiskan ob nastopu Calvina Harrisa. Potrebovali sva skoraj ves čas njegovega nastopa, da sva se prebili do novinarskega središča, kjer sva govorili s severnoirsko zasedbo The Undertones. Ta je prvič nastopila v Srbiji. Člani zasedbe so nama povedali, da so pred nekaj tedni nastopili na Glastonburyju, a so hkrati poudarili, da jim je Exit zaradi odličnega vzdušja bolj všeč. Trenutno ne pripravljajo svežih izdaj, temveč uživajo v nastopanju. Kot so uživali tudi obiskovalci na njihovem koncertu na odru Explosive. Seveda ne moremo tudi mimo zloglasne Dance Arene, ki sprejme 25,000 ljudi. Na njej je letos nastopila tudi domača Brina Knaus, ki se je morda spomnite iz tria BBT. Kmalu zatem se je preselila v Milano, kjer je delala kot model in tam s pomočjo fanta uresničila tudi željo po DJ-janju. In on je videl, kak interes imam pa željo, ker vsak dan poslušala muziko. Jaz, ki sem jo vprašala tudi prej, ne? Če sem elektroniko poslušala, jaz sem full house poslušala, tudi ta trend, ki je bil full v tistih časih popularen. In on je to videl in mi je rekel, zakaj pa ti ne začneš kot DJ? In sem rekla, ne vem, nikoli nisem razmišljala o tem in on je v bistvu bil moj prvi, ki me je spodbudil in me je v bistvu naučil tudi vrteta, veš, kako dati v čisti beat in te stvari. No, in je videl, da imam potencial in nič, sem bolj začela. In zelo dobro je gre v sklopu festivala Exit, kamor je priletela iz Milana, predtem pa je nastopila še v Švici, je nastopila kar dvakrat, najprej v prej omenjeni Dance Areni, zatem pa še na After Party stageu, tam plešajo najostrajnejši vse do 14. ure. S Klaro se lahko v narekovajih pohvaliva, da nama je drug večer uspelo zaplesati do 3. ure zjutraj, zatem pa sva dogajanje spremljali na Instagramu festivala. Družbeno omrežje Exita namreč upravlja 10 ljudi, razlaga.
Aleksandra Gavrilović, digital marketing koordinatorka. In pravi, da je sama s svojimi 35 leti med starejšimi, veliko jih je starih malo več kot 20 let. A tako mora biti, saj se mlajši zanimajo za izkušnje starejših, prav tako pa svojim znanjem uporabe moderne tehnologije učijo starejše. Najdejavnejši so na Instagramu in Facebooku, trudijo pa se tudi na TikToku, kjer je predvsem njihovo mlajše občinstvo. So 4 dane in 4 noči ali... Med festivalom pijejo veliko vitaminov in skušajo dovolj spati, pripravijo se psihično, da bo naporno. Za te 4 dni se trudijo vse leto, na smeh in zadovoljstvo ljudi jim dajajo energijo. V ponedeljek, ko bo vsega konec, bodo že v veselem pričakovanju novega festivala Exit. In malce žalostni, da je letošnjega konec. Tako izvajalci kot obiskovalci so pohvalili sodelovanje med festivalskimi organizatorji in Novim Sadom, mestom, ki ima letos naziv Evropska prestolnica kulture. O projektih, ki so jih pripravili, sva govorili z direktorjem fundacije EPK Novi Sad, Nemanjo Milenkovičem. Gre za spremembe na več ravneh. Najprej gre za vprašanje identitet. Novi Sad je mesto, ki je prejšnje tisočletje dočakalo brez enega samega mostu. Veliko stvari se je spremenilo. Nekdaj je slovelo kot srbske Atene in kot mesto kulture zaradi selitev beguncev med zadnjo vojno v nekdanji Jugoslaviji, pa se je vanj priselilo kar malo mestece. Tu gre za neke vrste premik oziroma križišče, kjer se prebivalci sprašujemo, kdo smo in kakšno je naše mesto. Prestolnica kulture je Novi Sad prvič postavila v središče kot osebnost z osnovnimi antropološkimi vprašanji. Kdo sem, kaj sem in kam grem? Gre za spremembo, ker se ljudje, prostori in procesi spreminjajo. To je osnova, ki smo jo postavili s krilatico za nove mostove in na kateri gradimo naprej. Nazivu Evropska prestolnica kulture lahko sledimo v leto 1985. Ustvarjen je bil kot poseben poudarek bogatstvu in raznolikosti evropskih kultur ter povezavi med različnimi evropskimi državami. Te s projektom izobražujejo, promovirajo in še bolj opolnomočijo evropsko kulturno krajino. Novi Sad je med prvimi mesti, ki je pridobil naziv Evropske prestolnice kulture, čeprav ni del Evropske unije. Saj veste, ko ste član Evropske unije, obstajajo določeni standardi, metodologije in načela, ki so definirani. Zato je bilo za nas težje, ker smo začenjali dobesedno iz minusa, kar smo morali potem obrniti v plus. Po drugi strani je bila to dodatna motivacija za mlado ekipo, ki je stara povprečno 30 let. No, bila je že tudi mlajša. Za seboj pušča veliko obvezo Evropske prestolnice kulture. Z željo po uspehu in zavezanosti veliki stvari smo morda naredili več kot v kakšni drugi Evropski prestolnici kulture. Eden pomembnejših vzgibov projekta oziroma naziva EPK je prav kultura, ki je postavljena v samo središče družabnega življenja na vseh korakih, ter da je kultura redefinirana kot eden ključnih delov nadaljnega ekonomskega razvoja. Kreativna industrija je tako dobila besedo tudi v Novem Sadu, k temu vsako leto zagotovo pripomore tudi festival Exit, ki je letos ponovno postregel z največjimi imeni svetovne glasbene produkcije, kot so Calvin Harris, Iggy Azalea in Nick Cave and the Bad Seeds.